Lilo Prap sem spoznala leta 1993, ko je izšla njena prva knjiga Zgodbe in nezgodbe. Takrat še pod imenom Liljana Praprotnik Zupančič. Napisala eno tako lepo knjigico z naslovom Zgodbe in nezgodbe. Ilustriral pa jo je njen mož, Bori Zupančič. Potem je postala pa Lila Prap, ki jo danes vsi poznamo kot Lilo Prap. In danes vam bom povedala eno pravljico iz te njene knjige, ki gre takole. Babica pripoveduje. A ste pripravljeni, otroci? Danes vam bom za lahko noč povedala pravljico. To bo posebna pravljica, ki je še nikoli niste slišali. In gre takole. Nekoč je živela rdeča kapica. A jo že poznate? A da jo znate že čisto na pamet? Dobro. Potem vam bom povedala eno drugo, ki je še veliko lepša od te. In se začne takole. Nekoč je živel strašni. Tilen, a bi prosim zaprl okno? Tako mi vleče po nogah. Ja, pravljica. Torej, nekoč je živela rdeča. Pardon, tisto drugo smo rekli. Torej, nekoč je živel strašni. Igor, a bi mi prosim lahko prinesel očala? Mislim, da so nekje v kuhinji na mizi. Ali ne, mogoče pogledaš v spalnico. Na moji nočni omarici bodo. Ne. Mislim, da so v kopalnici, na polički. Hvala. Ja, torej, pravljica. Nekoč je živela rdeča... Pardon, rekli smo, da ne te. Tisto drugo, torej, ki je veliko lepša. Nekoč je živel strašni... Tonček, lepo te prosim, daj utišaj ta radio. Ta divja glasba me strašno moti, ko pripovedujem pravljice. Ja, pravljica. Nekoč je živel strašni... Jure, a bi prosim nehal hopsati po stolu? Pa saj ti si čisto podivjan. In ne morem vam povedati pravljice, če ne boste dali miru. Ja. Pravljica. Torej, nekoč je živel strašni. Izidor, a pogledaš prosim, koliko je ura? A da je že 8. Pa saj vi bi morali biti že v postelji in spati. Ja, vem. Ne boste mogli, dokler vam do konca ne povem pravljice. Torej, nekoč je živel strašni, počen lon.